Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dobro jutro vam želimo z valov radija Zora. 12 minut čez 8 se družimo s članom Modrijanov, Sergejem Logovskim. Sergije, dobro jutro, živijo. Dobro jutro. Rekli so, da se bova malce najprej zavrtela ob ritmih vaše glasbe, da se zbudimo ob vašem najbolj vročem singlu Razbijam glaže. Ja, to je naš zadnji singl, ki smo ga napisali jaz pa naš Pero. Tak za dobro jutro je, svoj čas sem ga imel za budilko, ko je bil še demo, da me je malo prebudil, ker si sam grem najbolj na živce, ko se poslušam. Prvo to me zbudi, ko slišim svoj glas, drugo pa tudi, ker je tak ritem, pa razbijam glaže in me kar spomnim se na vikend, pa kak je bilo fajn. Kako je bil vikend? Ta vikend je bil kar fajn. Smo bili v Avstriji, smo igrali za naše Slovence, ki tam živijo, in je bilo res noro. Sploh vsakič, ko smo v Avstriji, me preseneti, koliko so te ljudje bolj Slovenci kot mi, no. Vsi pridejo v narodnih nošah, vsi znajo vse komade na pamet, vsi večglasno pojejo, tako neverjetni so, no. No, ti si prišel v zgodbo Modrijanov leta 2017 kot dodatni vokal. Kako si sploh prišel v zgodbo Modrijanov? Kakšna je bila audicija? Kako je vse skupaj izgledalo? Rekel si, kot sem brala po spletu, da si že skoraj obupal in želel zaključiti svojo glasbeno potjo in kariero. Ja, ker jaz nikoli nisem bil prav glasbenik. Neke moje prve sanje so bile, da bi bil arhitekt, potem, da bi bil slikar, v glavnem vse, kar je z ustvarjanjem povezano. Tudi šel sem na faks za arhitekturo v Ljubljano in po 3 neuspelih poskusih končati prvi letnik sem pač obupal nad faksom in sem pač začel delati vse možne študentske službe, bla, 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 bla. Vse veliko ljudi ve, kak to gre. In ko sem že obupal ne samo nad glasbo, ampak nad življenjem, no, bom rekel, me je Blaž kontaktiral, če bi jim lahko vskočil in pač da jim pomagam, ker je Blaž takrat zbolel, ostal je brez glasu. In je bil plan, da jaz samo skočim za par koncertov ali pa za neko krajše obdobje, da jim pomagam. Ampak smo se mi toliko ujeli in energetsko, in glasovno, in karakterno, da smo potem, jaz nisem hotel iti stran od njih, oni pa ne stran od mene, in se je ta zgodba začela. Ja, bila je pa audicija, ne vem, jaz sem bil z računalnikom, igral sem igrice s prijatelji in mi Blaž napiše SMS, ja, jutri prideš na vaje z Modrijani v Novo Cerkev. Prvo, jaz Modrijanov niti nisem tako dobro poznal, čisto iskreno, čeprav sem Celjan, ampak pa tudi nisem vedel, kje je Nova Cerkev. In glavno, jaz se peljem pol naslednji dan v Novo Cerkev, vadim te komade, Blaž mi je dal, moral sem zvaditi Ne prižigaj luči, Ti moja rožica, pa V dolini tihi. Ne? Jaz sem, dobro, v dolini tihi sem poznal, ampak ostala dva pa sem rekel, bom poslušal v avtu med potjo, se bom jaz to lepo naučil. In ja, vraga, sem poslušal, ampak nisem mi uspelo fajn naučiti te skladbe in pridem tja na vaje. In vsaka druga fraza je bila prav. Blaž me gleda, tale fant bo pa še rabo malo v šolo hoditi. No in se že poslavljamo na audiciji, pa reče Franjo, pa dej, neki ziher znaš zapet. Neki ziher znaš zapet. Pa jaz tako študiral, kaj bi zapel. In potem se Franjo usede za klavir in začne igrati tole naslednjo skladbo, ki jo boste slišali. In jaz sem jo, hvala Bogu, poznal in sem kar začel zraven pet. Odlično. In ta naslednja je Ti si mi v krvi in Zdravko Čolić. Prepustiva zdaj le malce, da še glasba govori za dobro jutro, da se tudi še midva malo zbereva skupaj, zbereva misli in začrtava pot današnjega druženja. Juhu! Tako v tem duhu bomo nadaljevali, sedaj pa prepustimo besedo Zdravkotu. Pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće,
iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergani ili te ukradnu strašni haremski čuvari, ako te odvedu ja ću da poludim, bez tebe ne umijem više jutrom da se budim. Ako te odvedu sve će da se sruši, pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda kad misliš da je prekasno za snove, za sve, toliko dugih godina uzimanja, davanja, ostaje posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu ja ću da poludim, bez tebe ne umijem više jutrom da se budim. Jer ako te odvedu sve će da se sruši, pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda kad misliš da je prekasno za snove, za sve, Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Pozdravljeni, torej 5 minut pred pol 9. S Sergejem Logovskim se družimo, članom skupine Modrijani. Sergej, v prvem delu sva že torej malce razvila tvojo zgodbo, kako si prišel k Modrijanom. Zagotovo pa si jih poznal že leta 2011, ne? Ti moja rožica. Ja, spomnim se, jaz sem takrat bil v srednji šoli in spomnim se prvič, ko sem slišal komad, mi je bil zanimiv, drugič, ko sem ga slišal, mi je bil tudi zanimiv, potem 150-tič, ko sem ga slišal, mi ni bil več tako zanimiv, ker v Celju je to bila himna Celja, takrat 2011 in vsi klubi so na
na repeat predvajali pač mojo rožico, no, ti moja rožica. In spomnim se, da so mi pol že malo šli, kar iskreno malo na živce Modrijani. Še posebej potem, ko je bila noč Modrijanov in je bila gužva v Celju, kamorkoli si šel, nisi mogel nikamor in takoj si vedel, noč Modrijanov je danes, ne, in ja. Tako da ja, to so bili moji prvi občutki s Modrijani. Potem pa sem začel hoditi na veselice od Modrijanov, ko so bili v Vojniku ali pa kakšnih okoliških krajih. In ko sem videl, da je tam veliko punc in smo se imeli fajn s prijatelji, potem sem jih pa spet malo nazaj vzljubil, ko sem videl, da delajo fajne fešte in dobre veselice. In kako je sedaj igrati oziroma prisostovati ob Titi moji rožici? Zelo fajn, zelo fajn. Dejansko se tega komada nisem še naveličal. Zdaj, ko ga jaz pojem, lažje ga je pet kot poslušati, tako bom rekel. Dobro povedano. In ta komad je zagotovo tudi pripomogel k temu, da je narodno-zabavna glasba spet postala popularna tudi med mladimi, kaj ne? Ja, sej, Modrijani vedno pravijo, da brez Laka Avsenika ne bi bilo Čukov, Mladih Dolencev in potem brez Čukov, Mladih Dolencev ne bi bilo potem Gadov, Modrijanov in tako naprej. Tako da ta glasba se razvija, ima neke svoje obdobja, ki so nujno potrebne, ali je to zatišje, ali pa to razcvet. Zdaj smo v nekem obdobju, kjer ta glasba zelo živi med mladimi in med starejšimi. Tudi to se čuti na veselicah in na koncertih, da prihajajo mladi. In je zelo fajn. Recimo zdaj ta boom so spet naredili recimo Fehtari pa Sašo. Ne? In ko nekomu nekaj uspe, v tej glasbi vsem nam pomaga. Zato si tudi mi ogromno pomagamo med seboj ansambli. Dvigujemo eni druge in zato, ker če enemu nekaj rata, če en hit, recimo neka polka, jo bomo vsi igrali in če bo pa 5 novih hitov, bomo pa vsi imeli še 15 minut več pač programa, kar je pa super. In tako to se dejansko zdaj dogaja na terenu. No in o noči Modrijanov ter tudi vaši koncertni turneji ter gostovanju številnih glasbenikov pri vas bova še spregovorila. Naj pa omeniva še, da so Modrijani pred tvojim prihodom prejeli 3 viktorje za najboljšo glasbeno osebnost oziroma skupina 2012, 2013, 2016, kar res nakazuje na to, kako popularni so bili v tem času. Ja. Lahko pa poveva še, ko sva govorila o tem, kako se razvijate. Sedaj ste že napovedali v februarju izid novega valčka. Nam lahko kaj več poveš o tem, Sergej? Ja, dejansko pripravljamo 3 nove skladbe hkrati. Najprej bo izšla ena pesem, ki jo je napisal naš Rok, ki ima zelo tako zanimivo zgodbo, no? Napisano je o eni ženski, ki jo Slovenija pozna, ampak ne smem preveč izdati. Je valček in tudi posneli smo ga z violinami, poleg nas seveda. In je zelo lep valček in komaj čakam, da ga slišite. Kdaj točno? Danes med potjo sem poslušal zadnji posnetek, spot smo že posneli, tako da jaz mislim, da bo že kar kmalu, mogoče kakšen teden in bo že tu. Odštevamo torej. Ja, odštevamo, ja. Tale naslednja pa bo Sreča je v naju. Zakaj si jo izbral? To je moj prvi avtorski prvenec z Modrijani. To je prva skladba, ki sem jo jaz napisal. In je pač pop štikl, ki smo ga naredili skupaj z Žanom Serčičem. On je producent te skladbe in to se sliši, ker je res izjemno dobro sproducirano vse in kako bi rekel, zaigrano, tako da sem zelo ponosen na ta komad, tako da ja, zato. Pa si ga torej zavrtimo in mu prisluhnimo. V nadaljevanju pa torej pokukamo še na prihajajoče koncerte na turneji o 25-letnici skupine Modrijani. Mano sonce riše moj korak, delim ljubezen, diham jo ko zrak. Če tudi padem, kdaj je vse okej, življenja ritem vodi me naprej, ker sreča je v malih je stvari in prav nič me ne stane, len tvoj nasmeh. Sreča je v meni, v tebi vsi, okoli mene, v dobrih je ljudi.
te, objameš me nazaj, ker tole tukaj šteje, tukaj zdaj. Poljubim te, poljubiš me še bolj, ko je ljubezen nikdar ni dovolj, ker sreča je v malih je stvari, skriva se v tebi, v tvojih je očih. Sreča je v meni, v tebi, vsi, v tvojih je dlanih. Sreča je v naju, na posebnem kraju. Sreča je, ko sebe vidim skozi tebe. Sreča je v naju, tu v polnem sjaju. Sreča je, ko sebe vidim skozi tebe. V meni je modrina od neba, v meni bitje tvojega srca. Poljubim te, poljubiš me še bolj, ko je ljubezen nikdar ni dovolj, ker sreča je v malih je stvari, skriva se v tebi, v tvojih je očih. Sreča je v meni, v tebi, vsi, v tvojih je dlanih. Sreča je v naju, na posebnem kraju. Sreča je, ko sebe vidim skozi tebe. Sreča je v naju, na posebnem kraju. Sreča je, ko sebe vidim skozi tebe. Sreča je v naju, tu v polnem sjaju. Sreča je, ko sebe vidim skozi tebe. Na stežaj Radijska klepetalnica. na Radiu Sora. S Sergijem Logovskim se družimo, članom ansambla Modrijani. Sergij, kako je bilo torej vstopiti v to družinsko zgodbo bratov Roka in Blaža Švaba ter Franja in Petra Oseta? Ja, to je, tako si rekla, to je družina. In najbolj pomembna stvar v tej zgodbi je to, da so Modrijani res dobri ljudje. In ker so res in preprosti, dobri, sproščeni in takoj oni so mene praktično od prvega nastopa naprej jemali kot enega izmed njih in moje ideje so bile enako pomembne kot njihove in pustili so mi dejansko, da se jaz razvijam v enem ansamblu, ki že obstaja zelo dolgo in ki je zelo razvit in popularen. Oni so meni dali prostor, da se jaz razvijam in da iščem nek svoj stil, svoj glas, da pišem svoje pesmi kot, mislim, res so, tako študiram za nazaj, to so strateško, so zelo fajn z mano delali in sem jim neskončno hvaležen za to. Ne vem, Blaž me jemal seboj na razne sestanke in za Noč Modrijanov 2018, ko se je delala in ne vem, z Rokom sem ogromno sodeloval pri njegovi založbi, pa ne vem, in Peter in Franja sta mi ogromno nekih nasvetov življenjskih dala, ker dejansko potrebuješ veliko življenjskih nasvetov, ko pač vsak vikend nastopaš z Modrijani pred množicami, ne vem, par tisoč ljudi. In so mi res bili velika podpora. No. In tega ni bilo težko. Imaš kakšno tako anekdoto pri samem razvoju, ne vem, recimo vašega stila, kje se iščete, imate, ne vem, kakšne take koncertne peripetije, iznajdljivosti, ki se jih morate torej lotiti na samem mestu in rešiti v tistem trenutku, da res stopite skupaj in se še bolj povežete? Ja, mislim, kar se stilov tiče, pač, ja, imamo različne stvari so nam všeč znotraj ansambla, ampak to je totalno
ne samo, da je to nepomembno, ampak je to naš plus, dokler so odnosi med nami v redu, pa niso vedno, ne me narobe razumem, tudi mi se kregamo in se zasovražimo v enem trenutku, pa se šimfamo potem 2 tedna en drugmu kot neke babe. Mislim, kot babe, nisem mislil ta grdono. Opravljivci in opravljivke. Tako sem mislil. Ampak dokler je med nami zdrav odnos, je to, da imamo mi različne sloge, je super, je to plus dejansko. Zaradi tega, ker se dopolnjujemo in ne vem, naš Peter ima take divje ideje, on je rocker v naši skupini in on pač dela take rock polke, ne, ki so zelo zanimive. Potem rock spet je bolj tradicionalen, on bolj dela glasbo z nekim slakovim melosom, ne. Blaž je potem nekaj vmes med nekim popom, countryjem in narodno. Franjo je pa on je pa čist divji, on je pa od 80-ih do jugoroka in potem prijem jaz tudi kot nek novinc, ki pač posluša tudi vse in to mešanje energije in da to probamo vse nekako oženiti s harmoniko, s frajtonarco, se mi zdi, da je super recept. No, kako je pa recimo s samim narečjem? Ti nisi še sodeloval v bistvu na vseh teh festivalih, po katerih so znani Modrijani, imaš pa zagotovo kakšno zanimivo prigodbo ali zgodbo, ki si jo videl tudi na YouTubu? Ja, to je moj eden izmed najljubših posnetkov na svetu, po moje, je, ko so bili Modrijani na narečni narečna polka in valček v Mariboru in so peli Obrtnike in je Pero pozabil besedilo in je vmes lololololololol. To je meni najljubši posnetek na svetu. Tako, če napišete Modrijani, Obrtniki na YouTube, prosim, poslušajte to, pač obljubim, da se boste nasmejali. No, Modrijani so bili tudi tu pri nas v Škofji Loki na prav posebnem narečju slovenskega večera slovenskih viš leta 2003. Tudi so znani, recimo v našem škofjeloškemu območju. Kako pa je torej štajerskim narečjem v narodno-zabavni glasbi? Ste kaj razmišljali o teh vodah? Pa vem, sej najbrž mi vse pojemo z nekim štajerskim naglasom, pa se tega sploh ne zavedamo. Ja, če Celjane mislim, ker mi smo si iz okolice Celja, ne. Če Celjane vprašaš, mi nimamo narečja, mi govorimo pravilno. Vi ostali vsi imate... Vsi ostali imate na glas, ampak ja, hecam se, ampak vem, da to ni res. Ja, pa mi, pa vem, ker ne bi bilo kaj dosti drugačno, če bi peli z našim, z naglasom, s katerim govorimo. Mogoče bi malo nekaj sforsirali, da bi bolj štajersk zveneli, ja, mogoče, ampak se to razbijam glaže, ta skladba naša zadnja je malo na rečju. Tako da to tudi šteje, recimo. Ja, kljukca. Povejte, Modrijani morda na EMI 2026? Ne vem če, ne bom rekel mogoče, ker je skoraj da nemogoče, ker naslednje leto imamo res nore plane, kaj se pripravljamo, tako da EMA, ne bom rekel nikoli, ampak mogoče enkrat, ker in mene in Blaža to mal, kak bi rekel, srbi, da bi šli na Eurovizijo, ampak mogoče enkrat, bomo videli. Si jo kaj spremljal? Ja, sem. Zelo lepo, skladba, ki je zmagala, taka življenjska zgodba, čestitke Klemnu in smo zelo ponosni na njega in čisto iskreno zaslužil si je. Toliko let je sodeloval z Eurosongom in je nekako namigoval, da ali se bo to zgodilo in se je končno in nek lep zaključek te zgodbe bo Klemnove in se mi zdi, da bo to super. Sama EMA mi pa moram priznati ni bila najbolj všeč, ker nič slovenskega ni bilo na EMI. Ja, par komadov je bilo v slovenščini, ampak ta EMA bi lahko bila madžarska, ukrajinska, finska, švicarska, dejansko kot neka vesoljska ladja, ki se je pripeljala v Ljubljano in so jo posneli. Pač nima to nobene veze z slovenskim melosom. Recimo, to znajo vse malo boljš delati
Srbi ali pa tudi dobro, Srbi in Hrvati tudi imajo kaj ne take divje skladbe zadnje čase, ampak znajo nekako ta svoj melos dati, pripeljati na Eurosong. To v Sloveniji je pač malo teže, ampak par glasbenikov imamo, ki znajo to delati, kot je recimo Jan Plestenjak, Kreslin. Oni znajo delati dober pop z tem nekim slovenskim zvokom, ne, da takoj veš, to je Slovenija, ne. Ampak je še vedno sodobna in moderna in pač svetovna glasba. Tako da, ja, to je neka moja kritika Eme, da bi se mogoče malo bolj iz sebe izhajali, da izhajamo malo bolj iz sebe, iz svoje kulture in takoj bomo bolj originalni in bolj zanimivi vsem ostalim. No. S tem, da se mi prilagajamo drugim, se mi zdi, da ni nek plus. No, zagotovo je to, da so izhajali iz sebe Modrijani, tudi sodelovanje, kot sem že dejala, na Večeru slovenskih višev na Reču leta 2003, ko so prejeli prvo nagrado po izboru občinstva v Škofji Loki, pa recimo spomin na pevca še živi, nagrajen na festivalu Vurberg 2002 kot najboljša skladba po izboru radijskih postaj, pa Brane Klavžar je bil njihov mentor oziroma sam začetnik, ki jih je spodbujal. Kako ti gledaš na to izvirnost oziroma na te začetke Modrijanov oziroma na samega Lojzeta Slaka, ne, o katerem govori sama pesem Spomin na pevca? Ja, Klavžar je velik vzornik vsem Modrijanom, še posebej pa našem Roku, saj je on njega tudi učil igrati harmoniko. Klavžar je tudi prve skladbe napisal za Modrijane in Klavžar je bil tisti, ki je tudi našega Roka pumpal in ga motiviral, da tudi Rok sam začne pisati svojo muziko in je verjel v njega. Tako da ja, ti mentori Modrijanov, čeprav jaz nisem z njimi delal, recimo Tina Lesjak je tudi en tak mentor, Franc Šegovc je prav tako en velik mentor Modrijanov. Jaz vse te besede njihove poslušam skozi Modrijane, ne? Ker oni so predali te nasvete meni in jaz bom tudi naprej to predajal drugim glasbenikom, s katerimi sodelujemo in ker zdaj se veliko teh mladih ansamblov tudi na mene obrača za nasvete, ker sem mogoče malo bliže njim po starosti. Imam pa zdaj ogromno nekega akumuliranega znanja, ki sem ga pač pasivno pobral od Modrijanov. Tako da ja, in vsi ti nauki teh prvih mentorjev Modrijanov dejansko še vedno živijo in so še vedno prisotni. Tako, mi da bova sedaj le se spomnila na pevca tudi z glasbo. V finišu same oddaje Na stežaj pa spregovoriva tudi o Noči Modrijanov in vaši turneji, ki ste jo sredi januarja že začeli in to prav v Žireh. Oja. Zanimivo. Ja. No, poveva še kakšno anekdoto v nadaljevanju. Usoden dan teman, te za vselej vzel je nam. Si odšel v večni svet, tam kaj Bogu pesmi pet. Rad bi pil tako lepo, kot si znal leti samo. S pesmijo očaral bi srca tisočih ljudi. Si kot slavček biti znal, bil si nam ozor svetav in podaril nam zaklad, neizmerno drag in zlat. Mnogo let je od takrat, kar zapel si zadnji krat. Brez slovesa si očal, zlati glas je onemel, a še v naših srcih si pesem tvoja še živi. In spomin ne bo zbledel, pesmik večno boš živel.
tvoj sanjavo mili glas je kot žarek Božja v nas, z njim do srci našel pot, trosil radost prav povsod, si neskončno bil vesel, vesel glas bi razodel, ko si pil iz nas srca, skupaj s fanti sprav proti nam. Mnogo let je od takrat, kar zapel si zadnji krat, brez slovesa si očal, zlati glas je onemel, a še v naših srcih si, pesem tvoja še živi. In spomin ne bo zgledel, pismih večno boš živel. Srcih si, pesem tvoja še živi. In spomin ne bo zbledel, pismih večno boš živel. In spomin ne bo zbledel, pismih večno boš Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dragi poslušalci in poslušalke, 8 minut pred 9. počasi zaključujemo naš pogovor s Sergejem Logovskim, skupine Modrijani, in kar precej tem imamo še za obdelati, zato se kar lotiva. 2000. leta so nastali Modrijani, 25 let boste obeležili letos. Povejte, začeli ste že svojo koncertno turnejo o 25-letnici in to prav v Žireh 17. januarja. Kako je bilo? Krasno je bilo. Ti koncerti so zelo fajni, ker so malo drugačni. In ko tako veliko igramo z Modrijani, ti res paše, ko je nekaj malo drugače. In tu imamo zraven en godalni kvartet, pa tudi enega klarinetista in njegovega brata, ki igra trobento. Malo je večja zasedba. In smo tudi aranžmaje razpisali za našo muziko malo drugače in je pač fajn je. Take tudi osebne zgodbe so, dvorane so malenkost manjše, ker so kulturni domovi in so tako od 400 do 500 in je tako malo bolj intimno vzdušje. Hvala Bogu smo že razprodali celotno turnejo, tako hvala vsem, ki ste kupili karte. Zaradi vas lahko ustvarjamo in delamo naprej in smo vam zelo, zelo hvaležni. Tako, 15. marec Jesenice bo finiš in veliki finale. Pred tednom niso bile še neke vstopnice, sedaj si rekel, nič več. Se mi zdi, da so še 3. Kar hitro torej v nakup. Se mi zdi, da so še 3. Se mi zdi, da so še 3 vstopnice, ko sem pogledal včeraj. Tako da pete mogoče še to pogledati, če so slučajno in je to. No, ampak velika koncertna turneja ob 400-letnici vašega ustvarjanja ni vse, kar si torej obetate v naslednjih letih. Kot sem se pogovarjala prejle med odmorom, skoraj za 4 leta naprej ste bukirani. Ja, ene datume imamo že 2030, kako se to sliši grozno. 2030 imamo že par terminov poleti rezerviranih, ampak ja, poletja smo pa kar zaradi veselic gasilskih smo kar facebookirani. Ja. No, to je tudi eden od minusov, ne? Sva govorila to, da moraš v bistvu vse vikende nekako imeti rezervirane za nastope. Ja, ampak malo več prilagajanja je potrebno doma, ne? S puncami, z ženami, z otroci in tak naprej. Pač vsi se morajo malo bolj te prilagajati glede dopustov. To je pač problem, to je res en minus. Ampak se da, ni. Ne more se primerjati recimo ta služba pevca ali pa glasbenika z eno službo, ne vem, zdravnika, učitelja in tako naprej, ker je
glasba je nekaj najlepšega, kar lahko človek dela. In še posebej, ko te pa ljudje poslušajo in te nagradijo z aplavzom in s tem, da kupijo karte, je pa to še 100-krat lažje. Pač najlepša služba na svetu je. Ampak da ne bodo poslušalci in poslušalke mislili, da boste preigravali eno in isto, do kar ste seveda že izdali do sedaj. Tudi nov material vas čaka. Modrijani smo obljubili in napovedali, da bomo do Noči Modrijanov posneli in izdali 50 novih skladb, ker smo preprosto ugotovili, da več kot delamo, boljš delamo. In da so imeli glasbeniki včasih prav, pred leti, ne vem, kot je Slak in Avseniki, da so veliko snemali, ker pač več kot snemaš, to je kot mišica, ne? Kreativnost je mišica, ki jo moraš trenirati. To, da damo en single na leto, pač ni dovolj. In smo rekli, ker vseh 5 Modrijanov piše, vsi smo avtori, in pač moramo trenirati, moramo delati muziko, moramo ustvarjati. In če bo kakšna skladba izmed teh hit ali pa se bo prijela, hvala Bogu, če pa ne, pa tudi ok, ker mi pač na prvem mestu to delamo zaradi sebe, dejansko s pisanjem glasbe si čistiš dušo, to je neka terapija, in ja, to je to. Ampak to obljubljamo, 50 novih skladb do Noči Modrijanov, 3 že imamo skoraj praktično končane, pa pripravljenih imamo potem takoj za temi 3 še 8 novih, tako da to bo zdaj kar tempo, da se veselim. Bo kar pokalo in mi bomo seveda z veseljem poslušali. Noč Modrijanov je tako ali tako že znana po tem, da je razprodana v nekaj minutah praktično, tudi potem, ko ste leta 2013 uvedli 2 zaporedna večera. Kakšna je ta koncertna iznajdljivost od leta 2017 oziroma 2018, ko si tudi ti prišel k sami zgodbi? Noč Modrijanov je res ena taka posebna stvar v, lahko rečeva, vaši zgodbi, pa tudi zgodbi katerega koli benda ali ansambla. Kaj pripravljate torej za naslednjo noč? Naslednja noč bo nora. Zdaj prvi koncepti in ideje so že zelo jasne ideje so zelo in je nepredstavljivo, kaj vse lahko pričakujete in kaj vse pripravljamo in nekaj, kar Slovenija 100% še nikoli ni videla, in ko mi čakam, da začnemo to ustvarjati, ker me prav zanima, če je to sploh možno. Prvo kot prvo, če je to sploh možno narediti. Ampak ja, spremljite nas na Facebooku, na Instagramu, zelo kmalu bomo objavili, kako do vstopnic in kdaj do vstopnic. Objavili bomo točen termin, da bojo vstopnice šle v prodajo. Ampak vsi Modrijani se zelo veselimo Noči Modrijanov, ker to je nekaj, kar ostane za nami in neka taka lepa zgodba, kjer vsi stopimo skupaj, cela glasbena scena slovenska stopi skupaj, da naredimo nekaj res fajnega. Ja, da tudi gostujejo drugi glasbeniki. Mi pa vam za konec velov Radia Sora, Sergeje, pa ne samo tebi, tudi Blažu Švabu, Roku Švabu, Franju Osetu in Petru Osetu želimo vse najboljše o 25-letnici in še na naslednjih, koliko rečeva, krat 4. Krat 4, ja, upam, da krat 4 ali pa krat 10, upam tudi, da bomo igrali še tam na drugi strani, da bomo še vedno ustvarjali glasbo, ker če obstajajo nebesa, jaz sem prepričan, da tudi tam bomo pisali muziko, ker to je nekaj najlepše, kar lahko sploh človek dela, da ustvarja. In hvala za lepe pozdrave in tudi ostali Modrijani vas zelo lepo pozdravljajo, vas in vse vaše poslušalke in poslušalce. Tako. Udeležite se kakšnega od koncerta, brez skrbi pa, da bomo jih na valovih Radia Sora Modrijane zavrteli tudi mi. Tako, hvala torej za sodelovanje in poslušanje v oddaji Na stežaj. Sergeje, tebi pa želim živo in srečno pot domov. Hvala lepa, adijo. Adijo. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj.